Teniški prijatelji in prijateljice, prav lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi Tenis Slovenije. Žal, še drugo leto zapored virtualno. Za nami je nepozabno leto 2021, polno preizkušenj, a tudi velikih uspehov. Spomine na večino teh bomo obudili danes. Predlagam, da kar začnemo. Najprej nas bo pozdravil predsednik Tenis Slovenije, gospod Andrej Slapar. Spoštovane ljubitelice in ljubitelji tenisa, lepo vas pozdravljam v imenu Tenis Slovenija in v svojem imenu. Tudi tokrat naša zaključna prireditev poteka virtualno, a verjamem, da bodo razmere dovoljevale, da se prihodnjič srečamo v živo. Slovenski tenis krepi svojo vlogo doma in širše v mednarodnem prostoru. Pri tem so ključne naše igralke in igralci v vseh kategorijah, ob strani pa jim stojijo njihovi najbližji ter razvojno naravnane športne in teniške strokovnjakinje in strokovnjaki. Tenis Slovenija je s pomočjo partnerjev odlično izkoristila priložnost in izpeljala vrhunski ženski teniški turnir v Portorožu. Dokazali smo, da znamo in zmoremo organizirati tudi takšne dogodke. Že tako izjemna sezona je dobila nove dimenzije, spektakel na slovenski obali pa je bil najboljša demonstracija poguma, strasti in ponosa. Verjamem, da je to naložba, ki krepi razvoj vseh ravni tenisa v Sloveniji, hkrati pa ustvarja temelje za še tesnejšo vpetost slovenske teniške stroke v mednarodni prostor. Skupaj z najširšo ekipo si bomo še naprej prizadevali za stabilno in zaupanje vredno organizacijo, ki deluje preudarno, dolgoročno in za zdravo mero optimizma. Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem, naj vam letošnje leto prinese izjemne dosežke. Srečno! Hvala, gospod Slapar, mi pa bomo zdaj podelili prve nagrade. Kdo so najboljši posamezniki in posameznice v letu 2021? Pojdimo od najmlajših do najstarejših. V kategoriji do 12 let sta bila najboljša Patrik Semenič in Zoja Peternelj. V kategoriji do 14 let priznanje prejmeta Matic Hribar in Nala Kovačič. Pri 16-letnikih nagrado prejmeta Žiga Švec in Pija Petelinšek. Zdaj pa še 18-letniki, kjer sta najboljša Bor Artnak in Lara Smejkal. Čestitke vsem, mi pa bomo enemu od njih podelili posebno nagrado. Glavni sponzor Tenis Slovenije Petrol je že vrsto let nosilec strokovnega izbora Petrolov up leta, kjer med kopico športnih talentov izbira najbolj perspektivnega. Leta 2015 je bila to na primer Kaja Juvan. Strokovni svet Teniške zveze Slovenije je na podlagi predlogov širše javnosti z glasovanjem za Petrolov up leta 2021 izbral Sebastjana Dominka. Sebastian bo prejel tudi 1000 evrov finančne pomoči. Zdaj pa v naši družbi pozdravljam Sebastjana Dominka. Sebastian, lani je to nagrado prejel Maj Premzelj, ki prav tako prihaja iz vašega kluba. Kakšna je skrivnost uspeha vašega kluba? Ja, mislim, da to potrdi to dobro delo našega kluba, s katerim tudi smo nagrajeni že dolga leta. In ja, lansko leto se je poklopilo Maju, to leto so dobri rezultati prišli k meni, oziroma tudi za njih moram reči, da sem trdo delal. Tako da nekako ta nagrada ni samo za mene, ampak tudi za celi klub kot neki dokaz dobrega dela. Lani ste naredili velik korak naprej. Kako bi opisali zadnjo sezono v mladinski konkurenci? Ja, začetek je bil nič poseben kot vsaka druga sezona. Imeli smo cilje postavljene, kakšni so bili čisto drugačni, kot so bili na koncu sezone. Poskušal sem dohajati moje soigralce, hotel sem hoditi na višji rang turnirjev. Žal tega nisem uspel narediti takoj v začetku leta. Malo sem še bil pod vplivom lanske poškodbe. Ampak poleti ta odhod v Rusijo, ki je zelo znan pri meni, je naredil ta preskok,
si še ga zdaj težko predstavljam, ampak s tem sem lahko potem se dokazoval tudi na najmočnejših mladinskih turnirjih, tudi konec koncev Grand Slamih. Kaj vam torej morda še manjka, kje vidite rezerve tako v teniški igri kot pri telesni pripravljenosti? Ja, v zadnjem obdobju, v zadnjih parih letih sem veliko rastel, zato moja fizična pripravljenost ni sledila moji teniški pripravljenosti. Tako da zdaj, ko sem nehal rasti, lahko začnemo delati bolj specifično na mišični masi, na hitrosti, na moči nasploh. In mislim, da tu lahko jaz naredim največji napredek še naprej. In potem, ko bom to dal na višjo raven, bo tudi tenis na konec koncev uspel iti še dlje, kot je že zdaj. Kakšni pa so načrti v tej sezoni? Prva članska je vedno zelo, zelo težka. Se česa bojite in česa se veselite? Točno to ne poznam. Prva sezona v članski sezoni, ne vem, kaj pričakovati. Odigral sem samo en članski turnir. In zdaj na začetku ne pričakujem dosti oziroma cilje imam, ampak moji prvi cilji so, da odigram, kaj se da dobro, da pariram tudi najboljšim članom in na takih turnirjih. Tako da vseeno pa je moj cilj oziroma želja čim hitrejši preboj v ostale turnirje visokega ranga oziroma da bom lahko prvi sploh igral te turnirje brez kakšnih problemov. To je bil torej Petrolov up leta Sebastian Dominko, mi pa zdaj nadaljujemo s podelitvijo priznanj za leto 2021. Od individualnih nagrad se zdaj selimo k ekipnim. Tenis je namreč tudi ekipni šport. Pravijo, da ne zmaga ekipa, ki ima najboljše igralce, ampak da zmagujejo igralci, ki imajo najboljšo ekipo. Poglejmo torej zmagovalce teniških lig v letu 2021, nekaj jih sicer ni bilo odigranih. Liga do 12 let, skupno dečki in deklice, zmagovalci, teniški klub Olimpija. Liga do 14 let, tako pri dečkih kot tudi pri deklicah, so zmagali igralci in igralke teniškega kluba ŽTK Maribor. Prva ženska članska liga, zmagovalke so postale igralke ŽTK Maribor. Prva članska moška liga, zmagovalci teniški klub Triglav Kranj. Za konec pa nekaj, kar se že vrsto let ni spremenilo. Najboljši klub v letu 2021 je ŽTK Maribor. To nagrado prejmejo že 19. zapored. Zdaj pa nagrada, ki je tudi meni osebno nekaj posebnega. Priznanje za fair play. Na Tenis Slovenija takšne poteze posebej pozdravljamo in tudi podpiramo. Letos nagrado za fair play prejme najprej zgodba. Sergej Videnovič je na turnirju med dvobojem opazil, da je na sosednjem igrišču Matija Kozjak zaradi počenih strun na vseh loparjih ostal brez teniškega pripomočka. Brez razmišljanja je odšel do njega in mu ponudil svojega, pa čeprav ima sam samo dva. Igralca se do takrat nista poznala najbolje, ob tem pa ne prihajata iz istega kluba. Zares lepa gesta in povsem zasluženo nagrado za fair play dobi Sergej Videnovič iz teniškega kluba Triglav Kranj. Čestitke vse igralce, trenerje, sodnike in klube pa pozivamo, naj bodo pozorni na takšne športne trenutke. Posredujte nam jih. Pravi športnik se namreč ravna po načelih fair playa. Zdaj pa se bomo spomnili na uspehe posebne teniške igralke, tiste, ki je do zdaj pustila največji pečat v samostojni Sloveniji. Posebno priznanje za doprinos slovenskemu tenisu letos prejme Katarina Srebotnik. Ob številnih uspehih je bila lani sprejeta tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Zato ji Tenis Slovenija in Slowwatch podarjata ročno uro Longines. Katarino zdaj tudi pozdravljamo. Katarina, kaj vam pomeni ta nagrada? Kako gledate na vaš doprinos slovenskemu tenisu? Iz skromnih začetkov se je izpisala bogata zgodba. Najprej bi se seveda rada zahvalila Tenis Sloveniji za to res lepo priznanje, ki sem ga res zelo vesela in nekako
presenečena, nisem pričakovala kaj takega in res sem zelo počaščena. In sem vesela tudi, da pač ljudje v Sloveniji cenijo moje uspehe in tako kot ste rekel, da so na začetku iz teh skromnih rezultatov so potem res na koncu, ko pogledam na zdaj pri 40 letih, so to res takšni res super rezultati, no, na katere sem ponosna in če sem lahko komorkoli v Sloveniji mogoče odprla vrata v svet tenisa in da je mogoče popularnost tenisa ne samo zaradi mene, govorim tudi zaradi vseh ostalih punc in fantov, ki jasno uspešno zastopamo Slovenijo, da smo vsi skupaj pomagali popularnosti tenisa v Sloveniji, sem res pa še toliko bolj zadovoljna. Hvala, Katarina, in srečno. Mi pa ostajamo pri posebnih nagradah. Zdaj bomo namreč podelili nagrade za izjemne dosežke v letu 2021. Strokovni svet je izbral Svit Sulič, zmagovalec slovitega Orange Bowla v kategoriji do 12 let. Bor Artnak, tretji posamezno in v igri dvojic s Sebastianom Dominkom na Evropskem prvenstvu do 18 let. Sebastian Dominko, tretje mesto v igri dvojic na Evropskem prvenstvu do 18 let. In pa seveda Tamara Zidanšek, polfinale odprtega prvenstva Francije. Upajmo, da bo takšnih uspehov veliko tudi letos, nam pa so preostale še 3 nagrade. Je kdo omenil Tamaro Zidanšek? Veliko zaslug za njene uspehe ima tudi najboljši trener v Sloveniji v letu 2021. Stanovski kolegi so mnenja, da je najboljši trener Marjan Čuk, trener in vodja ekipe Tamare Zidanšek. Najboljši trener je zdaj v naši družbi. Marjan, najboljši trener, to ni samo nagrada, ampak potrditev nekega dela, začrtane poti športne filozofije. Kaj vam pomeni to priznanje, ki so vam ga dali kolegi? Zdaj, ko pač ste me proglasili za trenerja leta, v bistvu lahko rečem, da sem počaščen, da sem videl, da je javnost malo prepoznala, da smo naš tim Tamare Zidanšek res naredili dobro delo, se pravi eno začrtano pot, smo naredili en lep korak naprej in to je samo ena potrditev, se pravi, da delamo dober, poleg rezultatov, da tudi ljudje to vidijo. Tamara je v lanski sezoni naredila velik korak naprej. Kako ste vi doživljali skupne trenutke, ne samo tiste ob uspehih, ampak tudi tiste, ki so očem javnosti skrite, ko trdo trenirate? Precej sem še tim razširil, se pravi, dal sem tudi druge strokovnjake s tujine zraven in vsak je pridodal en majhen delček. Jaz sem gajdu, vedel sem, kaj bi rad in na koncu je ratalo to, kar je. Tamara je postala, uspeli narediti par dobrih rezultatov, ni še to, kar bi radi, je pa sigurno imel en velik korak. Mi ne bomo branili, tako kot mi večina reče, kako te pa to branili, mi bomo napadali, ker mi skozi napadamo. Čist, enostavno. Tisto, kar smo naredili že preteklost, je zgodovina. Mi bi pa rad v prihodnosti nekaj naredili. Živimo za danes, kaj bomo naredili naprej. Ja, kakšne pa bodo spremembe v vašem vsakdanu v letošnji sezoni? Okoli Tamare ste zgradili veliko, močno ekipo. Kako pomembna je ta za napredek? Predvsem si vsi zaupamo. Se pravi, vsak ima pravico glasa, ne? Naj pove svoje mnenje in ko pove svoje mnenje, več vidi, a ne? Se pravi, po se skupaj nekaj odločimo, če pa že je bolj tesno, pa na koncu jaz odločim, ker nekdo mora biti tisti, ki vodja, ne? No in tukaj imamo pa ljudi, imamo še kondicijskega trenerja z Majorke, Pedrota, ki ga poznam že 17 let, a ne? Mu zaupam, vem, da je delal v akademijah, je naredil DIF, je diplomiral, je predavatelj bil na ITF-ih, veliko znanja in se pravi, on pridoda, on dnevno dela, svoj app smo naredili, se pravi, kjer tam jim posujo razpoloženje, kako je tole, in on na podlagi tega, tudi če ni prisoten na turnirjih, na turnirjih je prisoten malo, on odredi točen, kaj pa kako dela. Jaz sem po pogovorih tudi s trenerji. Zelo kontrolirano, ampak tako zelo spontano delamo. Svet in šport sta se v zadnjem obdobju zelo spremenila. Kako pa ste se vi osebno morda spremenili? Kaj ste se morda vi naučili v tem obdobju? Predvsem moraš biti vztrajen, ne smeš obupati. Se pravi, če si nekaj začel in imaš vero v to,
Se pravi, veš, zakaj si se nekaj odločil. Greš po tej poti, ne bo lahko, ampak vztrajati moraš. Se pravi, bom rekel, tenis ni šprint, tenis je maraton, kjer se stvari dogajajo počasi in spremembe, narediti en rezultat, dva sta hitra, ampak razvoj igralca pa ni tako hiter. Se pravi, treba vztrajati in se pravi, vztrajnost, čas si moraš vzeti za vse. To pomeni, da moramo biti kar potrpežljivi in hkrati imeti voljo. Najlepša hvala, gospod Čuk, in srečno. Zdaj pa smo prišli do vrhunca večera. Razglasili bomo najboljšo igralko in najboljšega igralca v letu 2021. Dame imajo prednost. Najboljša igralka je, povsem pričakovano, Tamara Zidanšek. In Tamara je zdaj z nami. Tamara, lep pozdrav. Prvič ste prejeli to nagrado za najboljšo igralko v Sloveniji. To je sicer nagrada za vaše lanske uspehe, a verjetno tudi nagrada za dolgoletno odrekanje in trdo delo. Lahko bi rekli, da je bilo samo potovanje nagrada. Kako bi vi opisali to pot, ki vas je lani pripeljala med najboljše? Tako, kako ste rekli, je to bil cel proces treningov zadnjih cirka 10 let. Mogoče vse izgledalo tako čez noč, ampak ni bilo. Bili so vzponi in padci, sladki trenutki, pa zelo težki trenutki, ampak vseeno sem, bom rekla, čez svojo kariero ostajala nekako vztrajna, no? In sem šla čez vse te krize, ki so prišle. Če ostanemo pri teh prispodobah, športniki svojo prtljago raje odvržete v preteklosti, pa vseeno vprašanje, pa če malce zožava ta časovni razpon. Kako s časovne distance gledate na leto 2021, tu mislim predvsem na odprto prvenstvo Francije, kjer ste igrali v polfinalu? Tako, kako sem že odgovorila v prejšnjem vprašanju, gledam to kot v bistvu rezultat celega procesa dela, ki smo ga vložili v zadnjih 10 letih. Zgodil se je en velik preboj, bom rekla, in upam, da bom uspela zadržati to, kjer sem, in še napredovati. Veliko smo že delali na tem in mislim, da sem dobro postavljena za nadaljne izzive. Svet je že 2 leti povsem drugačen, kot je bil predtem. Kaj ste se vi osebno morda naučili v tem zadnjem obdobju, tako v zasebnem kot tudi športnem smislu? Veliko sem se naučila, bom rekla, predvsem glede osebne rasti, kar se mi je odrazilo na igrišču. Bom rekla, dosti bolj sem pozorna, kako se počutim, kako deluje moje telo, kar mi veliko pomaga pri moji igri, no. To je, bom rekla, veliko sem posvetila mentalnemu delu in potem se nekako vse to zlaga v paket počasi. Kakšne pa so želje in cilji za letošnjo sezono? Vaš trener Marjan Čuk je dejal, ne bomo branili, mi bomo napadali nove uspehe. Mislim, da je to definitivno nekaj, kar zasledujemo. Vem pa, da ne bo lahko delo, da vsi napadajo, ne samo jaz. Vsi so pridni, vsi trdo delajo in vem, da ne bo lahek zalogaj, ampak mislim, da imam lepo priložnost in da so mi vrata odprta. Najlepša hvala in srečno v letu 2021. Od najboljše igralke pa zdaj k najboljšemu igralcu. To je znova Aljaž Bedene. In Aljaž je zdaj z nami. Aljaž, lep pozdrav. Lani sem vas vprašal, če pogledava nazaj v čudno leto 2020, na kaj ste najbolj ponosni, kaj je tisto, kar vas navdaja z optimizmom pred letošnjo sezono. Takrat ste odigrali samo 22 dvobojev, letos 10 več. A se je poleti vse končalo? Sezona je bila, lahko rečem, da je to takrat, ker sem lahko igral solidna. Zamenil sem lopar na začetku, tako da v bistvu sem se lovil,
dobro igral in pa šele mogoče proti koncu, torej v Wimbledonu, res pokazal, kaj lahko igram, kako lahko igram. In ja, pol se je pa zgodil COVID, probaval sem sicer priti nazaj čim hitreje, ampak ni šlo. Tako da ja, po eni strani solidna sezona, po drugi pa ja, sem razočaran in bi si želel več. Kakšni so načrti za letos? Zdaj že nekaj časa sicer trenirate, a ne s polnimi obrati. Načrti so, da se čim hitreje vrnem. Računam, da bi se vrnil v marcu z Indian Wellsom in Miamijem. Želja je pa, da pridem na tisto pripravljenost, kjer sem bil pred COVID-om, in ja, fizično seveda in mentalno. Tako da, ker vem, da teniško sem lahko hiter zraven, kilometrine imam kar veliko za sabo. Ampak ja, v bistvu je ta želja, da sem fizično 100%, da lahko tekmujem z najboljšimi, ker še zmeraj verjamem, da sem lahko tam, kjer sem bil, in ja, lahko sem mogoče še boljši, zakaj pa ne. Omenila sva načrte in želje, kako pa je z motivom, kaj vas žene naprej pri 32 letih? Od vedno sem rad igral tenis, tako da motivacija oziroma želje ne manjka. Ta adrenalin, ki pride s tekmovanji, s tekmami, zmage oziroma zakaj greš na trening, zato da lahko čim več zmaguješ. Jaz to tako gledam in v bistvu tiste zmage na koncu so vredne vseh naporov. In ja, nimam problema ne s treningi, ne s tekmovanji, tako da še zmeraj sem tam, kjer sem bil na začetku. In ja, to me žene naprej, oziroma jaz bi rekel bolj, ka ne same zmage, želja po zmagah. Najlepša hvala, Aljaž, in srečno v letu 2022. Tako, prišli smo do konca našega virtualnega druženja. Upajmo, da zadnjega v takšni obliki in da bomo naslednje leto že uživali v druženju v živo. Od zdaj naprej pa naj namesto nas govori le še lopar. Srečno!